Prav lep pozdrav v imenu Mohorove založbe iz Celovca na predstavitvi izredno zanimive pesniške zbirke, pesniške drame, lahko rečemo, Toneta Brodeta z naslovom Nablus. Jaz sam ne bom veliko komentiral vsebine, bom pa poskušal malo zastaviti nekaj vprašanj, da bomo tako rekoč malo se približali vsebini te pesniške zbirke, koliko bo pač to tudi mogoče. Poleg mene je Tone Rode in sodeluje še Sergej Valijev, ki je na moji čisto na desni strani, in gospod Pavol me ravno bo prebral nekaj odlomkov iz te pesniške zbirke. Bi vas pa kar prosil kot vstop v to, da preberete. Ja. April je najbolj krut mesec, ko pokopava lilije v komaj še budno zemljo in suši bukve z mrtvim dihom, da se brezup odseva iz mlak oči. In letališki radio vrti jazz komad v Eliotovem jeziku. Ni mar ledini za krik, ven iz pijane in lene materije. Je brez posluha za vekove pred njo, brez srca za srce okolinje, brez oči za nebo nad seboj, brez moči za slovo, ki prihaja neobhodno vsakomor naproti. Zajemi si vode, nenadoma slišiš, pes tišči glavo v sosedovo ograjo. Vem, drevi bolilo, ker rana skeli, a se ni včeraj rezilo v palec zarilo. 5 dni hoda je usihal, od grma k vodnjaku, od ognja do izvira. Bilo je okrog 6. ure. Pi, bo ledino zalilo. Hvala. Ja, s Tonetom Brodetom nas povezuje veliko stvari. Je povezan z Mohorovo založbo v Celovcu, z tudi nedeljo. In je ta povezanost je že dolgotrajna. Povezuje nas pa tudi še druge stvari nas povezuje. Naprimer je on, tako rekoč uradno, Slovenec po svetu, ki se je vrnil. Jaz sem zamejec, prosim, ne razumeti to kot Bogu za hrbtom ali pa za mesecem, kaj podobnega. Ampak zamejec, no, ki se tudi, tako rekoč, štupa tam vrača, saj moja boljša polovica prava Slovenka iz Slovenije. Živi pa že 30 let, oziroma 32 let na Koroškem. Povezuje nas pa tudi gotovo krščanska duhovnost, ki je, mislim, da glavna v tej pesniški zbirki. Ampak najprej bi ti zastavil to vprašanje, zakaj ta pesniška zbirka, zakaj Nablus? Hvala lepa. Jaz bi uvodoma v bistvu nadaljeval to tvojo misel, Hanzi. Veliko let smo že na različne načine povezani in meni je res veliko veselje, da ta moja pesniška zbirka v bistvu izhaja v založbi Celovška Mohorjeva. Če pomislite mojo življenjsko pot, prve 2 zbirki sta išli v Buenos Airesu, naslednji 2 sta išli v Ljubljani, v Sloveniji, pri različnih založbah in zdaj manjkala mi je ta točka zamejskega utripa, no, v tem mojem življenjskem opusu. In zakaj Nablus? Tako, mogoče je to zdaj seveda vzporedno, tukaj imamo tudi urednika zbirke Kot kdo, vzporedno kmalu bo tudi neka druga zbirka izhajala, ni slučajno, nekaj časa je bil molk z moje strani, zdaj pa kar naenkrat 2 knjigi v
kratkem času prideta ven, ampak hočem reči sledeče. V bistvu sem, tako kot ti, ne, Slovenec, ti si zamejski Slovenec, sem pa Slovenec v svetu in to svojo identiteto utemeljujem na različne načine skozi čas in mogoče je Nablus prav odziv na nek zelo poseben trenutek v mojem življenju. Sovpadalo je več stvari, prideš v 50 leta, pisal si že o marsičem z različnimi slogi, na različne načine in kar naenkrat si potem v bistvu soočen z korono, z dejstvom, da živimo v časih, ki niso toliko drugačni od tistih svetopisemskih, tudi celo starozaveznih in vidiš, da z leti opaziš, da so neke stalnice in neke stalnice, ki izhajajo verjetno iz izvirnega greha in iz naše slabosti, ne, ki jih vedno znova ponavljamo. In ko kot pesnik prideš do zaključka, kaj bi moral pri 50-ih še povedati, če bi jutri umrl, ne, ostane samo tisto najbolj bistveno. Mogoče sem verjetno zelo ponosen na ene par ljubezenskih pesniških pesmi iz knjige Biti in prareke. Tisto je bistveno, ne. Mogoče je bistvena neka, nikoli nisem te v verižu v neko celoto, ampak skozi vse zbirke spremljam usodo slovenske skupnosti v Argentini in tudi sedaj, ne, čez ocean na tej strani. In mislim, da je tisto ena temeljna vloga mojega pisanja. Dobro, tukaj se je pa izcimilo kot najbolj bistveno to, da sem 100 let po nastanku Eliotove Puste dežele, ki je leta 22 v bistvu bila odraz tiste prve vojne, ne, tiste prve res svetovne vojne. In je v bistvu zagotovo večplastna, zagotovo kompleksna, modernistična, ampak lahko jo razumemo po nekih kriterijih kot res diagnozo takratnega stanja. Ne. In joj po 100 letih, kaj se je zgodilo, kam smo prišli, kam gremo. In nisem se mogel, ta Pusta dežela, The Wasteland, Eliotova, me spremlja že dolgo časa skozi, to je ena od knjig Eliot, pa pol še Kristina bo vedela Words and Sounds od Archibalda MacLeisha, pa še kakšne druge knjige me skozi spremljajo in jih skozi prebiram, ne. Ena, druga je Solovjovove predavanje o bogoslovištvu. In iz vsega tega je pol se izcimilo, prosite, da sem dolgo, ampak se mi zdi, da moram to povedati, no, če vas pa matram, mi pa povejte. Da v bistvu sem hotel potem v tistem vakuumu, tudi nekako malo, vmes smo še imeli kakšne družinske, zdravstvene in druge težave, nisem še takrat vedel za vojno v Ukrajini, še sanjalo se mi ni, da bomo šli v to smer, v kateri smo danes, ampak enostavno želel sem odgovoriti na to stanje. In odgovor, ne, marsikdo reče, Solovjov to zelo ponavlja, da edino izvirno v krščanstvu v bistvu je oseba Jezusa Kristusa, Boga človeka. Da eventualno, ko govorimo o samem Bogu, podobi Boga, o ljubezni do bližnjega, o Bogu očetu, to so že tudi misli, ki so dajo kje drugje najti, ne. In sem rekel, če hočem na nek način podati tisto, kar je meni najbolj bistveno, gre prav za ta oseben odnos z osebo.
Jezus Kristus, kot Bogočlovek. Ne samo kot nekdo, ki se žrtvuje na križu za tvoje grehe in te na ta način odreši, ampak kot zgled dobrega življenja. In zdaj, dobro, lahko nadaljujem, ne? V tem času, mi boš ustavil, če, v tem času, kjer v bistvu, jaz mislim, da tudi kristjani živimo v eni absolutno neuzavesti življenja in gledanja na življenje od konca nazaj, ne? Kot odrešeni, onkraj. Smrt je samo zastor, ne? Živimo v eni dolgi, veliki soboti, a ne? Nekateri mogoče še v kakšnem petku, pa naprej, ne? In ne zmoremo tudi mi biti v bistvu nek svetilnik, ker, ne vem, tam nekaj manjka. Po moje je prav to, no, zaljubiti se v osebo, ne? Ki ti je življenjski zgled, ne? In dobro, potem lahko razložim, zakaj. No, tako je pa nastal Nablus v smislu tega iskanja, podajanja tega lika, ampak na način, ki bi bil mogoče malce nenavaden, ki bi stresel, ki bi eventualno presenetil. To ni v nekem smislu duhovna poezija. Je pač poezija, ki govori o, ne? In tako je nastalo to umetniško besedilo, ne? Držal sem se tudi nekako določenih principov. Bob Dylan pravi, ne, da pesmi moraš, da res komunicirajo, jih moraš občutiti kot celoto, ne samo razumeti, ne. Vem, da ima marsikdo s tem zahtevnim tekstom v tem smislu, da je zaključena celota, ne. Seveda gre tukaj za 3 glasove, gre za zelo raznoliko za sklop različnih oblik, a ne, kjer se bralec in ženska in moški glas nekako prelivata eden v drugega in gre za različne stile in sloge. Mislim, da dolgočasno ni, ampak vsekakor je pa zahtevno v 5 delih tole dati skozi. Zato sem na svoji spletni strani tonerode.com, če koga zanima in se ne bo dolgočasno, sem po domače posnel video, enourni video in zvok tega branja, ne. Tako nekako za uvod, mislim, da sem itak že predolgo. Jaz bi podobno vprašanje zastavil tudi vam. Kako vi občutite, oziroma kaj vi pravite o tej pesniški zbirki? Zdi se mi, da je ta pesnitev, prej bi poimenoval pesnitev kot pesniška zbirka, pesnitev v 5 stvari. Nablus je po mojem mnenju izrazit novum v slovenski poeziji. Kako bi se ga dalo žanrsko recimo opredeliti, ne? Je to lirika, je to epika, je to dramatika. Jaz mislim, da je splet in preplet vsega trojega, da ima lirične, epske in dramske prvine. Epske zato, ker predočuje nekatere stvari, nekatere bistvene stvari iz duhovnega življenja. Lirske zato, ker izhaja in vabi k srečanju s celovito resničnostjo. In dramske zaradi tega, ker se vrti okrog problemov, okrog vprašanj, h katerim pristopa z različnimi glasovi. Ti 3 glasovi, dramski glasovi, zaokrožajo to dramo, v njihovem pogovoru ustaja pred nas drama življenja. Drama življenja, ki ni zgolj psihološka v oskem smislu, ampak na neki način vključuje vso bit in vso zgodovino. Druga stvar, ki se mi zdi pri bližanju tej pesniški zbirki pomembna in ki si jo Tone seveda že omenil, je močan vpliv Eliotove The Wasteland, Puste dežele, na strukturo in tudi na vsebino
pesnitve. Tako kot The Wasteland ima tudi Nablus 5 delov, 5 spevov. Naslovi so isti kot pri Eliotu teh spevov. Vseh 5 spevov ima enako prvo vrstico kot pri prvi vers, kot pri Eliotu, nekateri pa tudi zaključno vrstico. Tako se ti spevi medbesedilno vključujejo, neposredno vključujejo in navezujejo na Eliotovo izročilo, na Eliotovo ustvarjalnost. In pa seveda daš drugačen zasuk. Lahko iščemo podobnosti v ozračju, v pesniškem ozračju, ampak ti tone jim daješ izrazito duhovno vsebino. V tem smislu v ospredje postavljaš duhovno dramo sodobnega človeka. Tretja stvar, na katero bi želel zdaj uvodoma opomniti, pa je to, da Nablus, antični Sihar, je tisti kraj, kjer se dogodi srečanje Jezusa s Samarijanko. In v tem pogovoru, med drugim, Jezus Samarijanki reče, da pride čas, ko bodo pravi častilci očeta častili v duhu in resnici. V teh besedah iz 4. poglavja Janezovega evangelija se kaže izredna drznost krščanstva. Drznost krščanstva, ki je bila tako drzna, da so jo vse cerkve v zgodovini pogosto pozabljale in zapadale neki stari religioznosti, bolj pomerujoči. In ponovno človeku nadevali neke spone, kdaj je bilo pač tako, ki jih je Jezus prišel zdrobiti. In izkušnja sodobnosti, izkušnja modernitete z vsemi njenimi vzponi in padci, z vsemi njenimi velikanskimi odkriti, recimo v svetu znanosti, pa drzni poskusi v svetu umetnosti, po eni strani, po drugi strani pa svojimi katastrofami na etičnem področju, ki smo bili priča v 20. stoletju in to stoletje se grozeče plazi za nami v 21. stoletju v resnici in seveda konec zgodovine ni nastopil nikoli. No, v tej moderniteti, v tej sodobnosti je morda prav pesnik poklican k temu, da ta Jezusov stavek iz evangelija zaživi in občuti v vsej globini. Da išče Boga v vsej biti, v vsej resničnosti. Ne da bi to razveljavljalo neko posebno obrednost in cerkvenost, ampak da tisto bistveno resnico zakramentalno razširja na vso bit, na ves svet. In da na ta način meja med svetim in posvetnim, da se definira, da se opredeljuje na novo, bolj pristno krščansko, da v principu ni posvetnega, da je vse lahko sveto, ker vse izhaja iz Boga, vsa bit izhaja iz Boga. In človek je poklican, da bit zedinja z Bogom. In pesnik ima tukaj prav posebno nalogo, ker še prav posebej deleži v tej ustvarjalnosti, ki je nekaj božanskega in prek drame svojega življenja in prek dram, ki jih opesnjuje, zedinja bit z Bogom. Če bi tvojo pesnito Nablus označil kot duhovno, bi jo zaradi tega označil kot duhovno. Rodiš se v pričakovanju, s pogledom na vzgor, ki hlasta po nekih drugih očeh. Še predne spoznaš, da boš tu do odežja. Mnogo pred slo po svobodi že veš, da ima, kar teče, izvir in izliv, izhodišče in cilj. Je napeto med poloma, išče stik in dotik. Ledina je praha, ker nima namena. Jarek brez vode ni struga.
ni telesa brez žil. Ledina je obzorje brez slutnje tja čez. Je oče, ki noče sina. Ti, bralec, hinavec, moj dvojnik, moj brat. Ti, ki se nikoli ne obračaš nazaj. Kaj je ledini, da jo je slana požgala, pozebla in pozabila? Je mar odkopala mrliče, ki jih je lani usadila? Pes jih bo s kremplji izgrebel, da bodo zacvetela. Puščava, da bi živela, mora postati gomila. Ja, če izhajamo iz prve svetovne vojne, in ko je Eliot piše o tem in pač iz tega dejstva izhaja prve svetovne vojne, ki je pa v bistvu v resnici je samo veliki uvod v overtura v drugo svetovno vojno, ki je prinesla še več groze. In on je preroški v tem bil, da ne zapušča samo puščavo, pustoto, temveč, da je pustota tudi v duši. To se pravi, tudi to zapustilo, to puščavo v duši. In danes znanstveniki vedo, da je preko epigenetike to dejansko se podeduje, oziroma podeduje naprej ta traumatična dogodke, ki jih je kdo doživel, da jih podeduje naprej. Pa najbrž tudi, če je bil kdo zloben, tudi to podeduje naprej. In tu me že malo prime groza, ker se mi zdi, da je tudi ta pesnitev tako rekoč preroška, ker če si ogledamo Ukrajino ali pa tudi Gazo, to je nekaj neverjetnega. To dejansko ni več kamen na kamnu, je pustota, puščava. Ampak mogoče to niti ni najhujše. Najhujše pa je to, da bo ta vojna zapustila ogromno puščavo, oziroma hudo puščavo v teh ljudeh, ki so to doživeli. Kako bi odgovoril na tole grozo? Sicer Nadlos odgovarja na to, ampak mogoče še ti malo o tem kaj poveš. Mislim, si predstavljate, da je za avtorja zelo težko zdaj razložiti, kar si znal skoraj samo povedati na takem način. Bom poskusil. Zelo ne spoštujem in sem zelo občutljiv za karkoli je prehitro označeno za duhovno, sakralno umetnost, duhovno poezijo, ne? Ker se mi zdi, da tisto sveto odkrivamo v vsakem človeškem izdelku in ravnanju, ukolikor je naravnan res tja čez. In zdaj zelo nisem hotel tukaj tudi ne biti moralističen, ne izdajati nekih etičnih razsodb ali česa podobno. Jaz sem sam pokazal stanje in mogoče preko nekaterih branj, ki so me usmerili v bistvu v iskanje Jezusovega zgleda na določenih točkah, tam sem obesil to svojo zgodbo. Obesil sem jo na dve zadevi. Najprej, in to se pokaže iz tistega prvega dela res neke krute diagnoze, iz katere ni izuzeta niti naša cerkev in še kaj drugega. Pridemo v drugi del, kjer se zgodi, ki bo uvod v drugi del, bo v kratkem prebrana, pridemo v ta intimni stik Jezusa in Samarijanke ob vodnjaku. In v razmislek o tem,
kaj pomeni zdaj biti v stiku z Božjim. V tretjem delu je pa že dejansko malce bolj odkrita razlaga, če hočem tako jo definirati, okoli tistih ključnih dejavnikov, ki nas, človeštvo, človeka, vsakega posameznika posebej, absolutno tudi mene, vedno znova in spet, padec za padcem, pogojujejo v življenju. In prva, vsaj zame, je res to življenje v soboti. To življenje, ta strah pred smrtjo. To življenje, ki se oprijemlje vsakega možnega življenjskega stvarnosti tu. Potem pa izhodišče zapeljem v tiste, v iskanje, v skušanje posnemanja lika Jezusa, ki pa dejansko s tem imenom niti ni omenjen v zbirki. Izhodišče so pa tiste 3 Jezusove, hudičeve skušnjave Jezusu v puščavi, ne? Te se vsi poznamo, samo ko se v njih globje poglobiš, ne, vidiš te 3 nivoje, bi rekel, res ovir, pasti, da dejansko ponavljamo to našo zgodbo izvirnega greha in jo kuhamo naprej in vsakič je ta čorba bolj vroča, ne. Te 3 pa so, ne. Najprej prva skušnjava je o materialnem, ne. Materialno postaviti za cilj, ne za sredstvo. Ta je še najlažja, ne. Vsi hočemo ostati mladi, biti zdravi, imeti nekaj za podzob in še kaj drugega, ne. Naslednja je do neke mere tudi precej razumljiva vsem, a ne, gre za pač verjetno izvirni padec, je s tem malo povezana, ne, vdati se, torej materija, telo kot prva, ne, umski greh, napuh kot druga. In tretja je pa včasih manj zaznavna, ampak Jezus je postavljen pred to preizkušnjo in marsikateri človek, ki ima pa ne samo neke res velike odgovornosti v svetu, a ne, ampak mislim, da tudi vsi zapadamo v tretjo manj poznano, pa mogoče se celo bolj prefinjeno težavo, oviro, in to je, da bi na nek način zagospodovali svetu, sočloveku, ker mi znamo, ker mi hočemo dobro, ker mi vemo, kaj je treba, ne, zato da bomo zadeve, kakšno stvar rešili. In ta je pa recimo večkrat izpostavljena kot resnično huda past, recimo velikih zgodovinskih osebnosti ali pa še koga, a ne? Ampak ne mislim sploh samo na njih, ne? Čeprav v Nablusu nastopa kar nekaj teh in boste verjetno marsikoga not prepoznali. Ampak hočem reči pol to, uporaba nasilja v imenu dobrega. V imenu dobrega, in to je pol res višek sprevrženosti, ne? No, od teh zadev sem se skušal lotiti in kako odgovoriti na nje, pa mogoče še malce kasneje, ampak upam, da sem delno odgovoril na to.